Kako ste? Pa v redu. Dobro. Tu je privat zemljišče. Danes je pa korejček na vrsti. Če za sladko kisle. Kar fleten zgleda z tega kota, a? Preden začnem pa, jaz ne vem, koliko kaj poznate Hyundai pa njihove modele, ne? Ampak tale avto je bil slab let nazaj tako, orang prenovljen in zdaj moram reči, da zgleda zelo bolj tako. Odločen, no. A veš, pač nova maska, pa malo drugače luči, pa tale let vrsta. Kaj zdaj, najbolj že kar začnem, a? Okej. Ta prva sladka je prostor v kabini, ampak se veš, spredi ima avto hitro dosti prostora, ne? Tukaj zadnji je pa hitro drugačno. V tem avtu, stari, lej, kaj ti rečem, placa kakor češ. Je pa res, da se spomnim, da sem jaz par let nazaj testiral skoraj enak avto, ampak je imel panoramsko streho. V tistem primeru pa tukaj nad glavom ni bilo glih največ placa. Zdaj, ki je pa navadna streha, kakor češ. In to vse smeri. Glava, ramena, kolena, stopala, vse. Pa če karavan še kufr poglejmo, ne? Tukaj vidiš zdaj je 553 litrov. Pa na vsaki strani imaš še eno odlagališče, pa lučke na obeh straneh. Klop se pa valjda podre tako, da potegneš vzvod. Veš? In pa, ki enkrat podreš vse sedeže, je placa za 1719 litrov. Veš, to po eni strani ni rekord razreda, ne? Ampak takole v praksi, ko malo gledaš, je pa 1719 litrov kar dosti. Pa še kar se dvojnega podna tiče, tukaj imaš kaj za skrit. Pa tukaj le tudi, ko pa tole odzigneš, imaš pa spodaj rezervo. Pa jaz tele modele še vedno s sabo vozim in tudi ni jasen. Pa za poklepetati, veš. Ta druga ta sladka je pa način, kako se ta avto pele. Ampak da se razumemo, če iščeš športnost, pol to ni ta pravi avto zate. Če si pa ti v easy, pa si umerjen voznik in iščeš nič drugega kot udobje in neko zrelaksirano vozniško izkušnjo, velja razmisliti tudi o Hyundaiu pa o točno tem avtu, ne? Čeprav je že nekaj let na trgu. Kaj če vas tebe ugasno? Še musko ti zaigra. In tako, kot sem zadnjič povedal, ker sem se pripeljal domov iz Barcelone, kjer sem 2 dni vozil Mazdo MX-5, sem se usedel v ta avto, pa sem rekel, ko pa še. Je res, da se je že malo staram in to 10 let nazaj po moje ne bi nikoli rekel in zdajle prihaja en varnostnik, ki bo rekel, dober dan, kaj te tu delate? Kako ste? Pa v redu. Dober. Tu je privat zemljišče. Aha, ne smem tu ostati? Ne. No pa se, če že govorimo o voznih lastnostih, se grem pa res lahko malo zapeljati, ne? V glavnem hotel sem povedati, da se ta avto pač tako, kot večina Hyundaijev, ne pretvarja, da je kakšen super športnik v družinski oblekci, ne? In kljub temu, da je trend v praktično vseh avtomobilskih razredih tak, da avtomobili želijo biti dvoživke, to se pravi, da želijo biti športni in trdi, pač se ta te igrice ne gre. In to je po eni strani treba spoštovati, ne? Pač ni vsak voznik tak, da bi hotel peljati in športno, in uglajeno, in da mu je mehko, in trdo, in ne vem kaj še vse v enem avtu, ne? Tretja sladka, tale zadeva. Po več kot 10 letih obdobja samodejnih menjalnikov z dvojno sklopko ni nič več posebenega, če je avto s tem opremljen. Eni šaltajo hiter, eni malo počasneje, eni so malo neodločni, eni so pa popolnoma nezaznavni in ne opozarjajo nase na kakršenkoli način. In točen tak je v tem avtu. In jaz to smatram kot eno pozitivno lastnost, zato ker cel avto je razmeroma neupadljiv, uslužen, nič kaj preveč nase ne opozarja in kot tak se ta menjalnik pol zelo dobro razume z celo to karavansko družinsko izkušnjo. Je pa še nekaj res, to sem pa pozabil povedati. Poprečna poraba tega avta, poganjega 1,7 litrski dizel s tam 100 kW, je pri tem avtomobilu, kar se moje vožnje tiče, bila tam 6,768. In če tako le malo za nazaj pomislim, ker sem tale avto peljal z enakim motorjem pa ročnim menjalnikom, je bila poraba še za pol litra nižja. Čeprav, če mene vprašaš, tudi pol-litrska razlika porabe še ni dosti dober razlog, da si ne bi umislil samodejnega menjalnika. Jaz bi dal to vsak avto. Skoraj vsak avto. Četrta sladka, ful kratka. 70-litrski rezervoar za gorivo. Mislim, moraš biti res butelj, da z enim tankom ne narediš vsaj 900 km. Ta peta sladka je pa cena. Tale avto z vso opremo, ki jo ima, stane 29.000, pa mislim, da 600 pa še nekaj evrov. A veš, če tako malo na široko pogledaš, dobiš razmeroma velik družinski avto z velikim kufrom, naravnan k udobju, s samodejnim menjalnikom, z big-xenonskimi žarometi, z zimskim paketom, pa čak še nekaj. A ja, pa z navigacijo. Čas za kisle! Ta prva stvar, ki mene malo moti, je pa res, da mrzkoga pa sploh ne, pa piano plastika, klavirska plastika. Imaš jo tukaj dol, pa tukaj dol, pa tukaj dol. In zdaj, če ti gre prah v avto na jetra, pol je to tako, pač, veliko je treba pucati. Veš, kaj hočem reči? To druga kisla ni ne vem koliko kritična, ne? Je pa povezana s tem, da je vzdolžni pomik tega volana tako, pač malo težko gre vse skupaj. Ampak enkrat nastaviš, pa če si edini, ki voziš ta avto, ne, tako hudo spet ne bo. Tretja kisla je pa v drugi vrsti, ne. Če imaš familijo, pa če imaš majhne otroke, to pomeni, da izkoriščaš ISOFIX priključke lahko razmeroma redno. Ne bom rekel, da je njihova dosegljivost slaba. Je res, da so malo skriti, ampak pol, ko se malo navadaš, to dosti hitro narediš. Sam hudiček je po drugi strani res, da pa eni tekmici ponujajo pa take zelo priročne plastične otore in tam pa priključki noter zdrsnejo, ne.
A že vam malo prsti tišijo, ej. Zato imam te debele štumfe gor.